Potem bomo lahko dobili sveče, kaj je sveče, ne, no, bomo sama povedala, kaj je sveče. Veliko je lepih prazničnih voščil. Razmišljam, katera izobilice izbrati. Tuje besede so morda tople, ampak ne ogrejejo. Zdi se mi, da v njih ne moreš videti mene. Zgodba luči miru iz Betlehema me vabi k iskrenosti. Zato si vzamem čas, da pomislim, kaj ti v resnici želim za Božič. Ko ti prinesem plamen, bi ti rad skupaj z njim podaril tudi košček sebe in besedo, ki jo greje. Naj tako Božič zares postane Božič. Skavti vam tudi letos prinašamo plamen luči miru iz Betlehema, katere geslo nam postavlja vprašanje. Kaj ti v resnici želim za Božič? Zbrane prispevke bomo namenili društvu junaki 3. nadstropja za program Polepšujemo otrokom bivanje na oddelku in misijonu šolskih sester v Ugandi za šolanje mnogih otrok. Del sredstev pa bo kot vsako leto romal v sklad Svete Lucije, ki je namenjen pomoči ob zdravstvenih in socialnih stiskah naših članov. Zunaj pred cerkvijo bomo delili plamen luči miru iz Betlehema, lahko date prostovoljni prispevek za svečko, pa upamo, da se boste ustavili, pa namenili vaš dan. Hvala lepa. Hvala lepa vsem za posrečanje, pa tudi celoletno, ki je. Končuje se to z adventno nedeljo, tudi vsaka tretja nedelja, ko molimo za ozdravljanje notranjih ran in družinskega debla. Že pri maši smo se pa spomnili tudi velikega prijatelja kraljice Miruna Ureško, Mira Nekšana, pa je bil en majhen mož, je s kakšnim starim fičkom najprej, potem je eno hatrco nekje dobil, prihajal vsako nedeljo v praznike in z veliko ljubeznijo bil na razpolago prednari kraljici Mirun. Včerajšnjim je umrl, je v 94. letu, pa se ga spomnimo in s hvaležnostjo pa prosimo, da bi Marija povabila še koga za sodelavca, tudi vsem tistim, ki pripravljajo in je pripravljeno tudi lepo tudi tukaj. Iskrena hvala in povedaj, da bi začutili, da je to lepo biti tudi Mariji na razpolago za njene načrte. Posebej hvala tudi gospodu Petru Nastranu, da redno prihaja, pa se priporoča, da bomo tudi drugo leto nadaljevali. Zdaj pa prosimo za blagoslov, potem bomo pa še kdo lahko ostane, tudi nadaljevali z molitvijo, pa se še ustavili tudi pri skavtih, vzeli lučko, pa jih tudi obdarili ne njih, ampak tudi za namene, za katere tudi prinašajo tudi betlehemsko luč. Gospod vsemogočni in usmiljeni Bog nam je dal veri spoznati prvi prihod svojega Sina in nam daje upanje v njegov drugi prihod. Naj vas po njem razsvetli, posvetli na bogati svojim blagoslovom. Življenje na tem svetu naj vas utrjuje v veri, razveseluje v upanju in dneva v ljubezni. Veselimo se, da je odrešenik postal človek in prišel med nas. Ko pride drugič v svojem veličastvu, naj vas osreči z darovi večnega življenja.